Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v tokratni Beletrini v živo, v kateri se bomo dotaknili in odkrivali izjemno, tokrat lahko rečemo pravzaprav monumentalno delo Štefana Winkleja Šibe človeštva. Z nami je profesor Alojz Ihan, ki je pravzaprav avtor tudi spremnega besedila, pa me zanima, kako ste vi brali to knjigo? Knjiga je res obsežna, pravzaprav je, najprej me seveda že po zasnovi najprej seveda spomnila na tisto slavno delo Paula de Criefa, to je ameriški avtor, ki je pa to delo v nasprotju z Winklejem napisal pravzaprav, ko je bil še čisto svež študent, se pravi skorajsta generacija, ne? Ampak v nasprotju s tem je Winkle napisal to že davno v pokoju. Ja. Pri 86-ih sem pa bral to kot on je pač profesor mikrobiologije pa epidemiologije, ne, bil celo življenje in jaz sem to bral pravzaprav kot zelo natančne zapiske za predavanja o posameznih mikrobih. Ne. Seveda knjiga najprej uvede te temeljne pojme o mikrobiologiji pred odkritjem mikrobov pa po odkritju mikrobov, ne. Ampak potem dejansko vsakega povzročitelja posebej se mi zdi, da je on zbiral čisto vse, kar se ve o tem povzročitelju in seveda najprej vedno ga obravnava bolezen, ki jo povzroča določen mikrob. Pred odkritjem mikroba, se pravi takrat, ko se še ni vedel, kaj povzroča, je pa seveda bila bolezen in so bile težave zaradi bolezni in so bile in opisuje kulturologijo bolezni, se pravi, kaj je ta bolezen povzročala, naprimer, če se ve na Kitajskem, kako je spreminjala življenjske navade v Evropi, kako se pravi, obravnava to kot neko bolezen, za katero sicer niso vedeli vzroka, so pa te nalezljive bolezni v temelju spreminjale velikokrat zgodovino, navade ljudi, ker so se jim na nek način prilagajali, nam rekel upirali, ker takrat... Poskušali so se upirati na svoj način. Poskušali, pač, naprimer, če so videli, da neka bolezen pride takrat, ko se pojavijo podgane, so seveda podgane postale osovražene in so jih začeli poskušali iztrebljati. Ja. Če se neka bolezen pojavlja, ko pride ladja, ne, so že zelo zgodaj uvedli karanteno, ne, da tista ladja počaka 40 dni in potem so videli, da če ladja počaka 40 dni, ne pride nobena bolezen, oziroma se vsaka bolezen bodi si pokaže na ladji, pa tam ljudje pomrejo, ali pa, če pa je z njimi 40 dni vse v redu, pa lahko spustijo. Se pravi, so se na te načine poskušali, seveda. Zelo me je imelo, da bi tako uvodoma se dotaknila, kaj danes študentje berejo o kulturni zgodovini kužnih bolezni, kako se dotikajo teh zgodovinskih plasti razumevanja te bolezni, ne zgolj kot medicinci, ki se v nekem sodobnem kontekstu, pa vendarle imajo te bolezni, kot lahko vidimo v tej knjigi Štefana Winkleja, izjemno zanimivo zgodovino. Kaj oni študirajo? Ja, no, če sem pri medicincih, medicinci imajo seveda tisto, kar pri mojem predmetu, se pravi imunologija ali pa mikrobiologija, dobijo, to seveda ni kulturna zgodovina, ne. Imajo pa seveda medicinci tudi zgodovino medicine kot predmet. Se pravi, pri zgodovini medicine se pa dejansko obravnavajo te bolezni, kako se je družba z njimi
nekako soočala, preden so bili odkriti vzroki za bolezni, kar je seveda zelo kratek čas, kot vemo, za večino bolezni. Je pravzaprav kar odkritje mikrobov tisto prelomno obdobje, ne samo za nalezljive bolezni, ne, ampak tudi za druge bolezni. Se pravi, odnos do bolezni se je z odkritjem mikrobov popolnoma spremenil, ne, ker mikrobi so naenkrat postali neki nevidni napadalci, ne, ampak vendarle vidni z določenimi inštrumenti, recimo z mikroskopom, ne, in od takrat naprej je bolezen ni bila več neka božja kazen ali kazen za grehe ali karkoli, ampak je postala neko bojno polje, kjer se je potrebno, kjer obstaja nekdo, ki nas napada, mi se pa moramo braniti. To je bil temeljen prelom glede bolezni, ne? Preden se še malce dotakneva tega razumevanja, teh sprememb v razumevanju bolezni, bi vendarle se dotaknil tistih zelo starih idej o bolezni. Torej, bolezen pred odkritjem mikrobov je neka zunanja entiteta, nekaj, kar nas napada, nekaj, kar pravzaprav lahko danes še vedno slišimo v jeziku, ko rečejo, bolezen je izbruhnila, bolezen je udarila, ne? Temu, kot rečemo v narečju Hexenschuss, ne? Torej strel coprnice, ne? Coprnica kot vzrok, ja. To je ostalina predstave, da je bolezen od zunaj, ki napada človeka in je pogosto povezana z Bogom. Torej, to je pravzaprav večino časa človeške zgodovine so te predstave o bolezni kot neki zunanje entiteti. Ja, se pravi, sej pri Winklerju je ravno zanimivo, da on začne načeloma vsako bolezen najprej obravnavati z tega hipokratičnega vidika, se pravi, Hipokrat je pač starogrški zdravnik, ki seveda nič ni vedel o mikroorganizmih, je pa prvi, ki je postavil ta osnovna pravila pogovora z bolnikom, se pravi temu, kar rečemo anamneza, in pa da je potem uvrstil telesne znake v neko skupino, ki je potem rekel diagnoza, ne? In seveda svojo zdravniško moč je potem črpal iz tega, da je znal potem iz te diagnoze pacientu tudi povedati, kaj se bo z njim zgodilo, ne? Se pravi prognoza, to je imel Hipokrat. In za vsako bolezen Winkel je najprej v tem Hipokratovem maneri pove, kako bi Hipokrat gledal na to bolezen, ne, oziroma kako je gledal, če je bila takrat že tukaj, ne. Potem pa seveda opiše tisto, kar je najbolj obsežno v zgodovini, ne, kaj se je, ker o Grkih vse nimamo toliko dokumentacije, ne, imamo pa veliko pa vemo, kako se je z boleznimi dogajalo od srednjega veka pa do zdaj, ne. In tam je pa bolezen seveda izrazito postala to, kar ste rekli, nekakšna od zunaj povzročena nevšečnost, ki so jo ljudje nekako prislužili z nekimi neprimernimi dejanji, z grešnimi dejanji, ne. In seveda v tem smislu je bolezen postala zelo kulturološka kategorija, ne? Se pravi, tisti, ki je, se pravi, bolezen se nekako zelo vključila v religije, ki so pa dejansko postavljala v tistem času pravila za skupnost, ne? Kako živeti, in na ta način je, in če je religija uspela bolezen vklopiti v svoja pravila, ne, kar pomeni, da je religija vendar tista temeljna epidemiološka pa higienska dejstva sprejela, pa dala ljudem nekako pravilne nasvete obnašanja, kako se izogniti bolezni, ne, je na ta način religija dosegla, da tisti, ki so ubogali nauke, so bili na nek način
bolj zaščiteni pred boleznijo kot tisti, ki naukov niso ubogali. Ne? Na ta način dobimo neko sinergijo med temi religijskimi pravili pa med epidemiološkimi pravili. Ne? Seveda pa je stranski učinek te sinergije, da religija vse ni tako dobro poznala naravo bolezni, tako da avtomatsko so ljudje, ki so zboleli, so bili nekako osumljeni za grešnike. Ne? Se pravi, če smatramo, da je Bog pač tisti, ki ima vedno prav, ne? In Bog reče, če ravnaš prav, ne boš zbolel, če pa grešiš, boš pa dobil, naprimer, gobavost, ne? Potem to pomeni, da tisti, ki je gobavost dobil, je na nek način že nekaj naredil, kar je proti zapovedim. Kar je proti zapovedim in zato nekako zasluži izgon iz skupnosti. Iz skupnosti. Ta izgon je seveda prispeval epidemiološko k zdravju skupnosti, zato ker če si gobavca izgnal, je pomenil, da se bo bolezen manj verjetno v tistem plemenu ali pa drugi skupnosti širila. Ne? Se pravi, tukaj imamo že od te zgodne judovske religije imamo ta fenomen grešnega kozla, ne? Se pravi, da se nekoga ekskomunicira, da je tisti pač grešnik, ne? Prevzame grehe da ta grešnik prevzame nase grehe, skupnost pa je zaradi tega bolj kohezivna, ker skupnost vidi, se to pa res deluje. Kar me je presenetilo, me je pravzaprav to, ko so prej govorila o tem odnosu telo, duša, greh, ne, da pravzaprav tja do 19. stoletja se še neki derivati te ideje, teh sokov, ne, temeljnih sokov in te teorije temeljnih sokov v telesu. Od Hipokrata, ja. Od Hipokrata naprej se vlečejo, kajti posledica tega je, da govorijo, da je včasih dobro, da se recimo rana zagnoji, ne, da je dobro, da se ta materija potem iz telesa spravi, in zato je marsikdo še v 19. stoletju zagovarjal, da je ta aseptičnost, torej razkuževanje, da to ni dobro, ne, za telo, da je to vendarle nekaj, kar je škodljivega, pa vendarle to ne bo držalo. Hipokrat je bil pač sicer genialno bister zdravnik, ne, ker je pač odkril, ni enostavno v množici nekih simptomov, ki se različno pojavljajo, vse to locirati na posamezne vrste bolezni. Ne? To ni enostavno in on je to v marsikateri bolezni naredil. Je bil pa seveda otrok svojega časa in tisto, kar je njega fasciniralo, je bila predvsem, bom rekel, ta metaforika, kovinarska metaforika. Takrat je bil vrh tehnologije, tako kot je zdaj vrh tehnologije informatika pa čipi, ne, je bilo takrat kovinarstvo vrh tehnologije, se pravi ulivanje, obdelava in predelava kovin. Ulivanje kovin, obdelava kovin, in on se je večina te svoje metaforike za bolezni pač videl, je dobil iz teh delavnic, kjer so kovine delale, in to mešanje elementov, to je pač ulivanje, to je livarstvo. To je ulivanje različnih kovin, ne? In to ti pojavi, ko nekaj ko se nek mehur naredi, pa iz tistega mehurja sikne neka para, pa se potem spet, to so vse metafore, ki
ki jih je on prenesel iz takrat najboljše tehnologije tistega časa, ki ga je fascinirala, to je kovinarstvo. Ne? Se pravi, njegova ideacija bolezni je pravzaprav kovinarska metaforika. Kovinarska tehnologija, tista prva. Kar je posebej zanimivo, je seveda to, če zelo natančno beremo knjigo, bomo videli, v prvi vrsti je knjiga sestavljena tako, da jo avtor na začetku opiše kratko bolezen, čisto iz medicinskega stališča, kasneje gre pa po različnih dobah in izjemno pronicljivo, barvito opisuje vse znake, vere, kako so razumeli bolezen v različnih kulturno-zgodovinskih kontekstih. No, in ena izmed takih in tudi ogromno navedkov ima potem, ne? Moram reči, da ena izmed tistih knjig o kulturni zgodovini, ki me je prepričala ravno zato, ne samo prepričala, fascinirala, zato ker redko primeš v roke tako bogato delo, s toliko citati oziroma s toliko navedki, kot je tukaj noter, ne? No, zanimivo je pa to, da danes recimo uporabljamo v jezikovni kulturi, še v jeziku neke fraze, kot je smrdeti kot kuga. Ne? Kuga je ena izmed tistih pomembnih bolezni, ki so se širile v srednjem veku oziroma že v antiki, pa vendarle danes morebiti razumemo kugo napak. Kuga je specifična bolezen, ravno Winkle pa opozarja, kuga je bila marsikaj v srednjem veku oziroma že prej, kajti to so bile različne bolezni, ki so se širile, ampak so imele takšne in drugačne simptome, zelo pogosto pa so telesa teh ljudi oziroma ti merhurji in ti izcedki smrdeli in to še danes prenašamo v jezik. Ja, se pravi, kuga, seveda, kot rečeno, obstaja obdobje do Pasteurja, ne, ko mikrobi niso bili označeni in seveda v vsem tem obdobju so o boleznih, o teh epidemijah govorili kot o kugah. Ne? Se pravi, vse epidemije, ki so imele množičen značaj, ki so povzročale veliko smrtnost, so bile označene kot kuga, s tem, da so bile samo nekatere med njimi v resnici bolezen, ki jo povzroča v resnici kuga, se pravi Yersinia pestis, ki jo prenaša podganja bolha. Veliko drugih bolezni so bile pa različne druge virusne bolezni, bakterijske, se pravi razne bolezni kuge. Tako da kuga je pred Pasteurjem je kuga pravzaprav samo metafora za veliko in smrtno epidemijo, ki pa je seveda spremljalo vedno veliko umiranje. Pri velikem umiranju seveda ljudje umirajo na cestah, razpadajo in to smrdi, ne? Zelo smrdi in to še danes rečemo tako, smrdi kot kuga. Zanimivo je, noter seveda opisuje najrazličnejše te nalezljive bolezni, od mrzlice, tifusa, spolno prenosljivih bolezni in tako naprej. Ena izmed takih bolezni, ki je izjemno pomembno zaznamovala kulturno zgodovino, ne samo, bomo rekli, medicine, ampak celotne družbe, je gobavost, o kateri sva že govorila. In kar je zelo dobro prikazano v njegovem pisanju, je to, da pravi, gobavost je seveda vezana na to ekskomunikacijo, na to izločanje gobavcev. Po drugi strani je pa zelo zanimivo, da zelo jasno korelira takrat, ko začnejo rasti velika mesta, seveda se začnejo ljudje družiti, oziroma prihaja do večjih stikov, prihaja do bolj umazanih nekako okoliščin, v katerih so ljudje živeli, in s tem seveda do širjenja gobavosti. Torej, rast mest se pogojuje seveda tudi z rastjo števila gobavcev. Seveda, pa seveda gobavost je imela ta, bom rekel, ta izrazit zunanji videz, ne, se pravi to te brazgotine, pa odpadanje udov, pa se pravi, ker gobavost prizadene živčeve in potem človek, ki ima to gobavost, pravzaprav nima več občutka
za bolečino, za mraz, za to in potem seveda se mimogrede da roko na žerjavca in ne čuti. Se pravi, ta pohaba, ki spremlja gobavost, je to še posebej potem izraženo, ker tako pohabo so potem vsi videli in ker je to trajalo leta in leta, je pač gobavc je bil zelo označen, se pravi, je bil ta proces ekskomunikacije zelo izjemno jasen in gobavci so bili označeni kot grešniki. Pa tudi dejansko označeni. Nosili so pogosto posebna oblačila, nosili so posebne raglje ali zvončke, zato da so ja, ker se je pa vedeli, da so nalezljivi. Tako. Ampak morda manj znano je to, da dejansko gobavost v principu niti ni tako zelo nalezljiva bolezen v primerjavi s kakšno drugo. Je to verjetno bolj ta strah, je pogosto bil nekako, je botroval temu, da so se gobavcev tako zelo bali. Ja, gobavost je precej nalezljiva bolezen, sam je pa seveda daleč manj nalezljiva od večine okužb. Samo seveda ta grozen izgled teh ljudi narekuje, se pravi, strah je bil glaven, da so gobavci imeli poseben status. Proti koncu mislim, da prve knjige se dotaknemo še ene stvari, ki je pravzaprav neposredno vezano na gobavost. Pravijo, da v enem trenutku so ljudje začeli spoznavati, da je ena izmed pomembnejših stvari, da se človek ne naleze gobavosti, da je čist. Takrat se začne v Evropi, tam nekje med 12. in 15. stoletjem, pojavljati cela serija različnih kopališč. In tam so se seveda umivali, s tem zagotovo prispevali tudi k manjšemu širjenju same gobavosti. Po drugi strani se pa na kopališčih zgodi nekaj drugega. Ljudje se slečajo, ljudje seveda pridejo v stik drug z drugim in se začnejo širiti pa spolno prenosljive bolezni. Ja, seveda spolno prenosljive, pa seveda te, ki se prenašajo po vodi, se pravi vse te driske in podobno, tega. Se pravi, vsaka koncentracija ljudi je v zgodovini vedno naredila bolezni, nalezljive. Se pravi, vsaka sprememba navad, ko se pride iz redke naseljenosti v gostejše naseljenost, ali ko se začne uporabljati isto reko, se ta reka lahko okuži, ali gojenje živali, seveda začnejo te bolezni, ki jih imajo živali, pa se lahko preselijo tudi na človeka, se pravi, takoj, ko se začne reja domačih živali, nastane spet kupe bolezni, ki jih prej ni bilo. Denimo tukaj zelo dobro, ravno gojenje domačih živali in o spolno prenosljivih boleznih sva govorila. Ena izmed takih spolno prenosljivih bolezni, povezanih z živalmi, je tudi HIV. HIV je tudi se v preteklosti in še danes je v precejšnji meri povezan z neko stigmo. Kako pa danes gledamo na te ideje o prenosu, o takih in drugačnih okužbah, predvsem spolno prenosljivih bolezni? No, HIV je dober primer, da ko je pravzaprav ta neka družbena organiziranost že toliko napredovala, da je pravzaprav primer dobro obvladljive spolno prenosljive bolezni. Se pravi, HIV se je seveda pojavil že mnogo prej, preden smo ga našli. Se pravi, HIV se je dejansko iz primatov razširil potem v Afriki in je bil v Afriki verjetno že tam okrog druge svetovne vojne ali pa še prej. Samo potem v 80. letih oziroma od 60. naprej so se začela potovanja, pa letalski prevozi, pa vse to, in takrat se je HIV začel iz tistih nekaj skupnosti, kjer je bil v Afriki, širiti
naprej. In seveda drugi pogoj je pa bil, da je medicina toliko napredovala, da HIV sploh lahko odkrije. Ker sam HIV nima takih značilnih znakov. Ne? HIV uniči imunski sistem, ljudje pa umrejo zaradi drugih okužb. Se pravi, dokler ni bila medicina razvita v tem smislu, da je bilo možno narediti molekularno diagnozo, toliko časa je HIV lahko človek zbolel za HIV-om, pa tudi umrl, ampak umrl je dejansko za okužbami, ki so posledica. Ki samim HIV-om neposredno nimajo. Ja, ki niso HIV, kjer so neki drugi povzročitelji, ne? Ker HIV samo slabi imunski sistem. Ne? Ko pa je seveda to postalo jasno, da HIV je in da ga je pravzaprav ogromno, takrat ga je bilo že pravzaprav ogromno, takrat se je pa zanimivo, se je pa vsa nekak svetovna skupnost, zlasti v razvitih državah, se je zganila, najbrž tudi iz tega paradoksa, da je bil to bolezen razvitih držav. Ne? Afrika je imela sicer veliko HIV-a, ampak niso imeli s tem problema, ker ga niso takega zaznali. Ker ga niso zaznali kot HIV. Ne? In potem v teh razvitih državah tam pa ni bilo več šale, ne? Ker tega HIV-a je bilo res veliko. Ne? Ampak tudi pol, ko se je našlo, da je pravzaprav spolno prenosljiva, kar bi samo 30 let prej povzročil tabuizacijo pa preganjanje tistih, ki prenašajo HIV, ne, je v tem času povzročilo pravzaprav ne to, ampak obratno, en tak zelo racionalen pristop k HIV-u, se pravi, ob tem, da seveda, ker je bil HIV še predvsem bolezen homoseksualcev, ne, bi bilo pred 30 leti še večji razlog, se pravi spolno prenosljivo, pa še homoseksualnost. To bi bilo 30 let nazaj pogrom. Ne? Medtem ko v tem času pa je pravzaprav ta HIV pravzaprav bil na nek način povzročil, da so se te skupnosti na nek način ne samo lahko organizirano ubranile HIV-a, ampak da so se prav na nek način hitrejš enakopravno uveljavljal v družbi, kot pa bi se brez te bolezni. To je sicer mogoče malo drzna trditev, ampak je nekaj po mojem na tem, ker vsaka družbena kriza pravzaprav povzroči, da se nekaj premakne. Ne? Dokler družba vedno teži k temu, da ne odreagira na nove pojave. Ne? Dokler ne pride do roba in je prisiljena v to. Je prisiljena v to. Sej to nisem družba, to tudi vsi mi drugi, tudi na osebnem nivoju delamo. Ne? In HIV je bil neka taka velika kriza, ki je obetala, da lahko postane svetovna katastrofa. Ne? In to je prvič na izjemno racionalen način stimulirali znanost in medicino in v končni fazi tudi te organizacije LGBT, ne, da se je na koncu, nikoli ne bom rekel, da je dobro, da je HIV prišel, ne, samo na koncu se je pa naredila neka nova paradigma v tem smislu. Ne. Dobro iztočnico ste dali, mora biti za zaključek najnega pogovora o tem, kako se družba hitro lahko odzove, kako se lahko racionalno odzove. Ja. In spomnimo se vsi še zelo dobro, pred nekaj leti smo vsi padli v eno takšno epidemijo svetovne razsežnosti, COVID-19 je prišel. In v svoji spremni besedi govorite ravno o COVID-u in
o tem, kaj pa to pomeni za sodobno medicino. Tukaj se vendarle zgodi, bomo rekli, morebiti celo precedens. Na eni strani raziskovalci so tisti, ki vodijo to svoje raziskovanje po enih postavkah, po nekih paradigmah, medicina deluje potem po drugih. Ko pridete skupaj, smo pa naleteli na neke nove družbene fenomene. Se je pokazalo, da to ni najboljš. Torej, medicina je zelo... Jaz imam navado primerjati raziskovanje pa medicino tako kot... Medicina je kot letalstvo, ne? Se pravi, medicina je nekaj, kar mora biti varno, urejeno, zelo previdno je treba vsako stvar na novo uvajati, ne? Sicer so katastrofe, ne? Saj v medicini smo imeli kupe katastrof že, ne? Kaj pa vem, v 50 letih je bil talidomid, čist navaden, neko navadno pomirjevalo, ki so ga priporočali nosečencem, ker je blažilo te jutranje slabosti. In potem v 5 letih je okrog 10.000 dojenčkov so rodili brez rokc, se pravi s fokomelijo, z različnimi malformacijami. Zato, ker takrat še niso imeli pri uvajanju zdravil, še niso zahtevali, da če ga jemljajo nosečnice, se mora prej tudi poskusiti študija na nosečnicah, ne? Potem so to seveda uvedali, ampak 10.000 otrok praktično se je v 5 letih rodil z okvarami. In takih zadev je bilo veliko že v medicini, ne? Od tega, da so za čist navadnimi sirupi za kašelj v 30 letih prejšnjega stoletja ameriški dojenčki umirali, ker so imeli pač tisto, kar je delalo, ko spiješ, ker je bil polietilenglikol, ne? Se pravi, tisto, kar dela sirup gost, je bil pač polietilenglikol, to je ista snov, ki je bila takrat v tisti aferi z vinom, potem enkrat je bilo ena afera z vinom, ko so Italijani dajali v rdeče vino, da ima boljš okus. Okus pa tisto konsistenco, ja, ker vino ne sme biti čist vodeno, ampak mora imeti nekaj take viskozne konsistence, ne, in ker so Italijani takrat tista umetna vina delali praktično iz vode, pa z alkoholom pa nekaj barvili, so skušali to konsistenco ponarediti z polietilengglikolom, ne. In je bila tudi katastrofa, ne. Se pravi, medicina je pravzaprav kot letalstvo, ne. Se pravi, če ti vsako stvar mora zelo premisliti, pa še takrat so včasih katastrofe, ne. Se smo videli, ko so zamenjali tisto, ko so pred nekaj leti dali motor od Boeinga, so pomaknili malo, zato da so večji motor dali, in so 3-4 Boeingi dol padali, ne? Ker so jih... Se pravi, to je tisne. Medtem ko raziskovanje je pa, to je pa za mene tako kot Euroliga nogometna. Se pravi, po raziskovanju gre za točke, gre za gole, gre za, v članku se to imenujejo, v raziskovanju se to imenujejo članki. Za raziskovalca ni važen, če napiše 3 članke v super revije, so te točke za vedno njegove. On je naredil 3 gole v Euroligi in ni važen, če se bo čez 2 leti pokazal, da ne štima čisto. Da to čist ne štima, on ta 3 članke ima. In se pravi, ta logika euroligaška, ne, fajtati za članke, za gole, za objave, projekte, ne? Za objave. COVID je postal eno ogromno raziskovalno lovišče, ne? Ravno tu stopita skupaj. Ja, medicina kot ja, ker COVID kot en realni problem je postal eno lovišče za vse raziskovalce. Vsi raziskovalci so vse vrgali od sebe, kar so prej delali.
pa se začeli samo s COVID-om ukvarjati, zato od družboslovcev do vseh drugih. Zakaj? Zato, ker je bilo take kupe denarja tam. Ampak kakšno posledico ima to za medicino konkretno? Ja, medicina se je pa zelo težko znašla, zato ker prvič z boleznijo ni imela nobenih izkušenj, bolniki so bili pa do stropa v bolnicah in seveda medicina ne more reči, bom počakala tako, kot je normalno, 10 let, 3 leta, videli, potem pa bomo videli, kako bomo s temi bolniki, kajti bolnike je treba že isti dan prijeti, pa nekaj z njimi narediti, ne pa čakati na 3 leta. Hkrati pa se je pojavil na stotine in hmal na tisoče člankov, ki so vsi nekaj hoteli izjemnega napisati o COVID-u. In to je bilo obdobje, ko se je medicina res težko znašla. Se pravi, medicina ima neke svoje mehanizme, kako se sprejema novosti, ko se sprejemajo na nacionalnih nivojih, pa potem čez 2 leti na nekem kongresu, ki je Evropski kongres. Se pravi, to v medicini počasi poteka, ne? Ampak to je ravno ta varnostni zamik, ki tiste ideje, ki se zdijo najprej bombastične, ampak čez 3 leta pa večina od teh idej ni čisto nič bombastičnih. Ne? In to je bil problem med COVID-om. Ne? Se pravi, medicina, mi imamo človeka v bolnici in je z njim treba nekaj narediti in je seveda treba malo kombinirati, kar že vemo o nekih podobnih stanjih, nekaj pa tudi seveda zbrati iz študij, ki jih je bilo pa ogromno, pa na zelo malo pacientih. Ne? In to izbirati, kaj... Sočasno pa tukaj še en problem, ne? Nastane pravzaprav to, da medicina postane na nek način politično polje. Polje, kjer se začne tako rekoč skozi ravno te različne raziskave, medicinsko znanje in tako skozi različne optike medijirati med zelo, zelo različnimi interesi v družbi. In med drugim to prinese noter tudi eno veliko vprašanje raznih teorij zarot, raznih takih in drugačnih predstav o parcialnosti, podkupljivosti medicine in še kaj drugega. Ne? Seveda, to je pa itak, takoj, ko se pa spusti v neke... Ker medicina je običajno zelo zunaj družbe. Ne? V medicini je načeloma, kadar ni COVID-a, je fino biti zato, ker vsi na nek način jo rabijo. Ne? V resnici se pa ne loteva družbenih tem. V resnici je namen medicine, da pa to zdravi neke bolezni, nič drugega. Ne? In zaradi tega imamo medicinci načeloma lepo življenje. Pravzaprav so nam ljudje več ali manj hvaležni za tisto, ko jih porihtamo. Ne? Seveda to, ko pa medicina pade v te družbene škarje, to pa ni bilo prijetno, ne? Ker v družbi pa seveda zdaj že to, kaj investirati v zdravljenje. Naprimer, ko se je pojavil COVID, so marsikatere države cele stadione spremenile v bolnice. Ne? In to je bilo enostavno velikim državam. Naprimer Kitajski. Ne? Kitajska je imela na enem malem delu COVID, kar pomeni, da je lahko iz cele Kitajske na 10.000 svojih zdravnikov pa poslala v tisto provinco in so naredili cele stadione kot bolnice in so vse tiste, ki so zboleli, ki so bili okuženi s COVID-om, pohopsali pa jih porinili na tiste stadione. In je bilo to sigurno najbolj učinkovito za ostale. Je bilo zelo grobo, ampak je bilo tako retrogradno gledano najbolj učinkovito. Ne? Naprimer v takih državah, kot je bila naša, karkoli se je tista skupina zmislila, ampak imamo ljudi, kolikor jih imamo bolnic, kolikor jih imamo,
ne moreš narediti stožic Za bolnico. Ne? za bolnico, zato ker nimaš niti bolnikov, bolnika bi imel, sam nimaš niti Kapacitet. zdravnikov, niti nimaš aparatur, niti nimaš tega. Se pravi, vse to moraš od nekaj vzeti. Mi nismo Kitajska, kjer je bilo na 90% države ni bilo covida. In potem lahko iz te države potegneš rezerve, pa jih daš tle. Ne? Se pravi, vsaka država je v zelo specifični situaciji in seveda politike imajo vedno zelo različne ideje. Tisti, ki so v poziciji, se vedno morajo zavedati tistih omejitev, ki so pa jih največkrat niti nočejo priznati naven. Tisti, ki so v opoziciji, imajo vedno neuresničljive predloge in če se tukaj vmes najde medicina, je zelo težko pravzaprav arbitrirati med enimi pa med drugimi. Ne? Končala sva tam, kje se je medicina znašla v sodobnem času, kako je pa ta pogled skozi zgodovino, predvsem zgodovino kužnih bolezni potekal. To vse si pa lahko seveda ogledate oziroma preberete v knjigi Štefana Winklerja, torej Šibe človeštva. Še enkrat lahko toplo priporočam vsem tistim, ki jih zanima bodisi medicina, kulturna zgodovina, deloma bi lahko politične razsežnosti videli tam noter, zgodovinske, historično-antropološke in še marsikaj drugega. Skratka, gre res za monumentalno delo, ki bo vzelo nekaj časa, zato da se ga prebere, saj sta to dve obsežni knjigi, ena za drugo bosta zdaj seveda skupaj išli in verjamem, da če človek, kot je Štefan Winkler to pisal, tako rekoč celo življenje, če to piše, potem pride do takšnega rezultata, kot bo zdaj to tudi natisnjen v slovenščini. Hvala vam, profesor Ihan, hvala vam za vašo pozornost in srečno. Beletrina. V živo.